postopek naš poteka nekako tako. Sprejmemo avtobuse na ta plato, kjer najprej gre na avtobus prevajalec, ali je to zdaj pod okriljem UNHRC ali pa prevajalec, ki ima pogodbo s policijo. Ter seveda vse te pribežnike seznani z nadaljnjim postopkom v tem centru in seveda, kar so tudi želje, da za čim prejšnjo evidentiranje prispelih pribežnikov, da pripravijo seveda potne liste ali kakšne druge listine, ki jih imajo trenutno pri sebi, in da naj tudi pripravijo svojo osebno prtljago. Potem, ko jim to prevajalec pove, jih dejansko posamično avtobus praznimo in jih nastanimo v te nastanitvene šotore tukaj tu za mano. V nadaljevanju, ko smo dejansko jih sprejeli, začnemo z postopkom evidentiranja. Tukaj imamo 12-urni delovnik, tukaj v teh centrih opravljamo registracije tujcev. Pomeni, prvo pridajo tujci, se opravijo varnostni pregledi, nato grejo na registracijo noter, kjer se vzamejo njihovi podatki, se fotografirajo, prstne odtise vzamemo in tako imamo v sistemu zaevidentirano, kdo prehaja naše območje, kdo se tukaj zadržuje. V bistvu sprejmemo migrante, jim ponudimo hrano oziroma jih nastanimo v sam center, šotore, potem pa skoordiniramo z kolegi iz Avstrije, da potem jih pošljemo naprej. Tako tudi z drugih uprav imamo policiste, delamo predvsem od varnostnih pregledov, popisov, potem nastanitev, koordinacijo avtobusov, štetje teh oseb in sama predaja. Največje delovnike gotovo imajo policisti posebne enote, potem pa drugače policisti, ki smo izmen delajo 12-urnik, vsekako ne gre za klasično delo, da rasejo od jutra do zvečera, ampak zaenkrat lahko rečem, ekipo moram pohvaliti, delamo srcem. Prejšnje dni, na primer, smo pomagali pri razdeljevanju hrane, potem pomagamo pri tem, ko srečamo ljudi in nas vprašajo, kje je zdravnik, ker so poškodovani, ker so družine z bolanimi otroki in jih pripeljemo do zdravnika. Ljudem, ki jih zanima, kje so, kam grejo, jih tam nek način poslušamo, pa jim pač pomirimo, pa jim rečemo, gledajte, počasi, tu je tak center, kjer hitro grejo ljudje dalje, počakajte, poslušajte navodila policije, verjetno boste šli dalje, ne vem kdaj, ampak že s tem, ko jih malo poslušaš, se nekako miri tista napetost, imamo občutek, da so slišani. Ljudje prihajajo do nas in povejo, da so, ne vem, zgubni družinske člane in jih takoj povežemo z ekipami tu, ki to urejajo. Včeraj in danes pa smo prevzeli tudi šotor z oblačili in so prostovoljci noter v šotor, zunaj je vojska in ljudi počasi spuščamo noter, da dobijo nova oblačila. Delo policistov je po moji oceni fenomenalno. Brez problemov, brez izgredov, skratka, kljub vsaki množici, ki je bila, so jih držali, tako se zaenkrat ni dobenih težav. Do sedaj sem slišal same pozitivne odzive oziroma pohvale migrantov, kar se tiče slovenske policije. Fantastično delo policistov je tukaj. Se mi zdi, da tisti ljudje, ki poslušajo, kaj se dogaja preko medijev, imajo popolnoma drugačno sliko, kot kaj je tukaj. Jaz sem prišla včeraj domov in ko sem poslušala, kaj so drugi mislijo, kaj se dogaja, to mogoče 1% tega, kaj se dogaja, drugo, kaj se pa dogaja izven tega, kaj se v medijih poroča, pa je izjemna humanost vseh ljudi, ki so tukaj, policistov, vojakov, tudi tistih, ki so tukaj, da čistijo, vsak v nekem trenutku, ko vidi, da lahko pomaga, še nekaj pomaga. Včeraj, ko smo zapirali šotor, ker smo mogli prostovoljci iti, nismo mogli dati oblačil, je bila tudi še vrsta ljudi. So sami policisti, ki so tam pomagali, da ni šlo preveč ljudi noter, začeli gledati, kdo je tisti brez čevljev, jih še hitro dotkorali in pomagali da čevlje. Bila se priča, ko je policist bil otroka, kak je naš 6-letna punčka prinesla v jedilnico 2-letnega brata in ga je hranila in je bil brez nogavic in je takoj šel zrihtat čevlje. Policisti tu delajo res to svoje strokovno delo, da se počutimo varno, zaradi tega strokovnega dela pa kažejo izjemno humanost in res vidijo te ljudi, kot so ljudje.